Praznovanje 1. maja, praznika dela, poteka v zdravstveni dejavnosti Delo, saj je potrebno pacientom zagotoviti zdravstvene storitve enako kot v običajnih dneh. To velja predvsem za enote nujne medicinske pomoči in delo v bolnišnicah, medtem ko si nekateri drugi lahko privoščijo dan ali dva počitka, ob ustreznem razporedu prazničnih dni tudi kakšen dan več. Pogosto slišimo, da je ljudem žal za tiste, ki delamo ob praznikih, vendar ni potrebe za obžalovanje. Delo v zdravstvu je poklic, biti poklican. Zato se že ob odločitvi za to poklicno pot prostovoljno odločiš, da boš del svojega življenja, marsikatero noč, praznik in nedeljo preživel v pacientih, namesto da bi bil doma. V to te nihče ni prisilil, odločil si se in zdaj izvršuj svojo poklicanost. Zadnje leto je bil za zdravstvene delavce poseben izziv. Srečali smo se s situacijo, v kateri smo več ali manj samo brali v zgodovinskih knjigah o medicini ali poslušali pripovedovanje naših starejših sodelavk in sodelavcev ali sorodnikov, ki so se spopadali z epidemijami v preteklosti. Med njimi je bila na ozemlju tedanje Jugoslavije največja in najbolj usodna epidemija črnih koz v letu 1972. Okoliščine in časi drugačni, a izzivi podobni. In kot takrat je in bo tudi zdaj javni zdravstveni sistem to zmogel. Zmogel predvsem zaradi ljudi, ki tam delamo svoj poklic in ne hodimo samo v službo. In tako bo tudi za 1. maj, praznik dela. Nekateri ga bodo obeležili s prostim dnevom, nekateri pa na delovnih mestih. Če se nam stanje v bolnišnicah počasi umirja, pa se stopnjujejo obremenitve pri cepljenju, saj zdaj prihajajo vedno večje količine cepiv in naš skupni interes je cepiti čim več ljudi in tako vzpostaviti ustrezno zaščito pred virusom. Ker pa bo biti cepljen prineslo nekaj več svoboščin, predvsem svobodnejšega pretoka ljudi, kar je ena temeljnih vrednot Evropske unije, postaja cepljenje zanimivo za vse več ljudi. Naša skupna naloga je, da izvedemo cepljenje čim hitreje in čim uspešnejše. Naj bo tokratno voščilo za praznik dela strani tistih, ki bodo na praznik na delovnih mestih, tistim, ki imajo ta privilegij, da so prosti. Živel 1. maj, praznik dela.